Torej, kaj so najpomembnejše stvari, ki ste se jih naučili oziroma povlekli po tekmi z Ukrajino? Z Ukrajina vrhunski nasprotnik, po kvaliteti zelo primerljiv z Španijo, tako da smo to izkoristili kot pripravo tekme za Španijo. Ukrajina nam je pokazala neke določene pomanjkljivosti, katere se dajo nadgraditi v prihajajočem tednu pred Evropskim prvenstvom. Pokazali smo v tem tudi ogromno kvalitetnih stvari, rezultat mogoče tega ne izraža, ampak na tem bomo zdaj gradili. Zelo pomembno je, da nismo staknili nobene nove poškodbe in to vzeli kot eno dobro pripravo za tekmo z Ukrajino. Mislim, za tekmo s Španijo, pardon. Ste naredili že analizo za tekmo s Španijo? Analiz bo več, ne da se vsega obdelati v enem dnevu, sestanki sledijo vsak dan, tako da analize si sledijo ena za drugo, delali smo že danes nekaj na tem. Stvari, ki jih hočemo pokazati proti Španiji, smo poskušali že v preteklih treningih in tudi na tekmi z Ukrajino, tako da mislim, da se bo do petka vse potreniralo tako treba. Nekako se že čuti tudi malo optimizma, ampak po drugi strani pa spet ni neke euforije pred samim začetkom prvenstva. Koliko pritiska je prisotnega oziroma je to mogoče neka prednost lahko tudi za Slovenijo? Pa sigurno moramo to vzeti kot prednost, pritisk, katerega si ga sami skozi leta, ne glede na to, kjer igramo, nalagamo rezultatsko, je vedno prisoten, tako da vedno probamo biti kritični do sebe in pa probamo vzeti energijo publike, ki verjamemo, da bo na tekmi nekako obrnil našo korist in si s tem pomagati. Nas lahko Slovenija na tekmi s Španijo preseneti oziroma lahko pripravite tudi kakšno presenečenje za Špance? Ja, sigurno, jaz upam in verjamem, trdno delamo za to, da bi naredili neke vrste presenečenje proti Španiji. Poznamo njihove kvalitete, poznamo njihove pomanjkljivosti, verjamemo v našo kvaliteto, v naše stvari, ki jih delamo in verjamem, da bomo uspeli pokazati čim več kvalitetnih stvari in prikriti tiste slabosti, ki jih imamo. Pred današnjim treningom pred dvoru ste imeli tudi druženje, podpisovanje avtogramov za otroke. Kako pomembna je ta dejavnost za vas, pa tudi za njih? Super dogodek, lepo videti mlade, nadebudne športnike, dajmo tako reči, ki pridejo sem po podpis, tako da to je zelo, zelo lep dogodek, ena stvar, ki povezuje in upam, da bo vsi tudi prisotni na prvi tekmi proti Španiji. Ja, to je seveda, Ukrajina je zelo težak nasprotnik, so tudi pokazali v soboto na Vrhniki. Mi pa smo se naučili veliko dobrih stvari, saj odkrili so nam naše pomanjkljivosti, ki smo jih imeli na tej tekmi, tako da mislim, da bomo zdaj to predelali in probali skozi teden popraviti te pomanjkljivosti. Špance poznate, za kako kakovostnega nasprotnika gre? Ja, mislim, da ne rabimo preveč opisati. Španija je v futsalu v samem vrhu, tako da mislim, da se bomo mogli zelo dobro pripraviti na njih in probati vzeti energijo publike, da bi v našo korist, da izvlečemo pozitiven rezultat. Čutite pred prvenstvom kaj pritiska? Seveda se čutim malo pritiska, vsak dan bliže smo prvenstvu, tako da jaz mislim, da je to pozitiven pritisk in da bomo to pretvorili v našo energijo in to pokazali v petek v Stožici. S čim lahko presenetite Špance? Jaz mislim, da z našo obrambo, z našo disciplino, plus da še naši golmani, da so na vrhunskem nivoju, tako kot so pokazali zdaj na tekmi proti Ukrajini in mislim, da se lahko nadamo, da smo lahko blizu pozitivnem rezultatu. Še to morda, kaj bi rekli današnjem druženju z otroci v Preddvoru? Ja, seveda, zmeraj lepo, ko pridejo otroci pogledati za podpise in to je zmeraj zmeraj pravim, da če otroke zanima šport, da je to zelo lepa stvar za nas in tudi neka pohvala, da smo mi tukaj. Najpomembnejša spoznanja po tekmi z Ukrajino? Pa dobro, vedeli smo, da je Ukrajina zelo dober nasprotnik. Zbrali smo si pravega nasprotnika za dober test pred Španci. Videli nekaj pomanjkljivosti, nekaj dobrih stvari sigurno v naši igri in imamo še ta teden
da se dobro pripravimo na Špance, da damo te slabosti ven in upam, da v petek presenetimo reprezentanco Španije. Kaj rečejo Španci? Pa, vemo vsi, kaj je Španija trenutno v svetu futsala. Tako da nimamo kaj, pač moramo igrati svojo igro, vemo v čem smo dobri, probati napake čim bolj, bom rekel, dati na nek minimum in v napadu izkoristiti svoje šanse. Ste že kaj nestrpni pred samim pričetkom prvenstva? Pa zaenkrat še ne, jaz mislim, da je v reprezentanci zelo dobro vzdušje, tako da nekako se dopolnjujemo, imamo tudi neke aktivnosti izven hotela, tako da mislim, da bomo dobro pripravljeni v petek za to tekmo za Španijo. Prej ste podpisovali avtograme za otroke, kako ste bili veseli? Pa en lep trenutek, sigurno upam, da bo čim več teh otrok spoznalo, kak lep je šport, futsal in da mogoče se čez nekaj let najdejo v enaki situaciji, kot smo se zdaj mi.